Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Žan Krničnik. Danes igralec Ludogorca iz Razgrada, član A reprezentance in nekdo, ki se ga zelo veselim, da vidim, kako je uspel narediti kariero do te točke, glede na to, da Žan, pozdravljen, ti si rojen proti koncu leta, ne? Ja, prvo pozdravljen tudi z moje strani. Rojen sem 18. septembra. Tako da ti si že tam pol proti onim, ko pravijo, da ponavadi imajo malo več težav z temi januar, februar, marc se boriti v kategorijah. Pa ja, mislim, ni problema, no. Nisi to dobro, občutil, tako ok, bomo probala pol, ti bom ene stvari še povedal. Me zanima, kako si ti to doživljal. Ok, v glavnem ostali seveda pozdravljeni tudi vsi ostali poslušalci. Ponovno vas vabimo, da nas sledite, všečkate na Facebooku, Instagramu in vse posod, kjer nas najdete. Med drugim tudi na spletni strani. V glavnem želimo še dodatno spodbuditi komentarje. Hvala za enkrat, so večinoma pohvale. Bi pa tudi želeli kakšno usmeritev ali pa željo, ki jo imate, se pa zagotovo v naslednjih mesecih pripravlja nekaj sprememb. Tako da, v glavnem, Žan, še enkrat zdravo. Trenutno si v Bolgariji. Ja, zdravo. Ja, trenutno se nahajam v Bolgariji, v Razgradu, kjer se pač dejansko pripravljamo zdaj na te tekme, ki prihajajo. Kako mesto je Razgrad? Pa bom rekel, da ni nič ne zamujaš, no. V bistvu, ja, res je mesto, v katerem lahko res dejansko razmišljaš, bom rekel, zgolj o nogometu, nimaš tistih zunanjih dejavnikov, ki bi te motile. Saj sicer tudi, ko je kaki fraj dan oziroma to, kako popoldne fraj, se zapeljemo v Varno, ker je pač dejansko imaš nekaj za videti, lahko si na plaži, imaš kaki shopping center in to, ker tu dejansko tega ni nič. In ja, moraš res lahko si 100% skoncentriran na nogomet. Ampak, kakor sem gledal, mesto je veliko nekje okrog 50,000 ljudi z okolico. Ni najmanjše, se pravi, to je nekje toliko veliko kot Celje, ali kaj? Ja, ni zdaj glih najmanjše, ampak dejansko nimaš dosti kaj v njem zadelati. Imaš 2-3 restauracije, kjer obiskujemo, ko pač si treba najti kaj za jesti. Pa ja, imaš tudi 2-3 trgovine in to je v bistvu to. Ostalo je, bom rekel, vse še nič ni prenovljeno iz časov nekih vojne, ko je bila in dejansko ljudje niso prilagodili, tako se dan vse razvija, da gre naprej. Tu pač je dejansko vse ostalo na tisti točki, kot je bilo takrat. Ja. Čuj, jaz sem malo pogledal po zemljevidu, vi ste to dosti tam proti vzhod Bolgarije že skoraj, no? Koliko je to vožnje do Črnega morja? Ja, to je glih Varna, tu imamo nekje urco 15. Urco 15. Ja, nekje z avtom, ajde z avtobusom, mogoče urco pa pol. Da namočiš noge, pa da uživaš, ali kaj? Ja, malo se je treba tudi sprostiti. Ok, dobro, prijemo v Bolgarijo malo kasneje. Jaz bi šel tam, kjer smo začeli, ne. Zdaj, ti večinoma, kar se te pač najde, je, da si nogometno šolo delal več ali manj v Dravogradu, ampak si pa, predtem si igral pa kje? Ti si iz Radl. Ja, jaz sem začel v Radljah, torej ko sem bil star, mislim, da 6 let, sem vse do U14, ko je takrat je bila vse te mlajše selekcije, sem preživel jaz v Radljah, potem pa z U14, ko je bila pač prva liga v Dravogradu, smo se v bistvu te perspektivni oziroma z mojimi, bom rekel, prijatelji, ki smo tu še danes stiku, nekako se preselili v Dravograd. Kdo vas je pa skupno na bajko? Kdo vas je prišel iskat iz Dravograda? Pa vse to je bilo
tam tisto območje, bom rekel, s Koroške vedno nekako tak, da je pač Dravograd delal tisto ekipo, pobral igralce na koncu, bom rekel, iz vseh krajev v okolišu, pobral najboljše in da se je tam naredila neka ekipa, bom lahko rekel, neki center nogometa v Dravogradu. Ni bilo, ne, da je Darko Žižek ali ne vem kdo od teh prišel do tebe pa rekel, mi smo te skautirali 3 leta, ali je bilo to že prej dogovorjeno, mislim, imate kaj dogovora, glede na to, da si do U14 ostaja v Radljah, ker večina teh prvoligaških klubov imajo radi, da že ne vem, pri U11, U12 saj, da se igralci pridejo pa navadijo malo več treniranja, malo več konkurence in vsega tega. Pa mislim, da takrat, bom rekel, do U14, ko je bila še, takrat se je še igralo na tisto U12, pa mlajša selekcija na tisto igrišče, ko je bilo dejansko počasno. 7-7. Ja, dan se je malo spremenilo tam, ampak takrat smo imeli v Radljah res, mislim, da celo najboljšo ekipo na Koroškem, tudi smo premagovali ekipo Maribora in to. In ja, pač takrat, mislim, ni bilo mogoče tudi potrebe, da nismo videli, oziroma tudi nismo zadovoljni, oziroma samo smo hoteli igrati nogomet. In ja, pač bila je res dobra ekipa takrat v Radljah, sploh v teh mlajših selekcijah in ni bilo potrebe, da se vozimo vsaki dan v, ne vem, 15-20 minut, pa te mora vedno nekdo voziti, pa pol priti po tebe. Ampak ja, zato smo se pol odločili pri U14, ko je bila pač dejansko prva liga nek preskok, da smo se zbrali, pa je pač vsakič nekdo od staršev, kako smo se dogovorili. Ste organizirali, tisti 3 ste? Ja, vsak nekdo prije, nekdo te pelje, nekdo prije po tebe. Ja, je bilo kar. Se urnik se je pol še starši zraven naredijo, ne? Ja, so mogli biti od zadnji oni, ker če ne bi bilo njih, tudi ne bi bilo mogoče to. Ker to je vse, ne, vi imate tam 29 kilometrov nekje, se hitro pozna, ne, pol ure na eno stran, pol ure na drugo stran, ne? Ma ne, do Dravograda imamo mi 15 minut, 15 kilometrov, mislim. A ni več, okej. Ne. Se konc tudi do Maribora, mislim, da 45, ajde, imaš nekje 40 minut do Maribora, če ni neke pretirane gužve, ampak ja, takrat je bila bom rekel, Dravograd tisti, ko je pač pobiral te igralce, da smo naredili dobro ekipo. Pa ti si začutil, da je preskok, rečemo, po tem, da je klub večji, da je bolj organiziran, da več trenirate? Pa mogoče v tistem trenutku se niti nisem zavedal tega, nisem toliko dal na to. Ja, bilo je nekaj novega, vsekakor, sploh ta preskok bom rekel, iz igrišča, ko igra 7-7, potem na celo, na 11-11 je izgledalo malo drugače, ja, ampak da bi rekel zdaj neki preskoki z več treningov na manj, pa niti ne, ker tudi konec koncev smo v določenih trenutkih v Radljah je bil en trener, ki je pač skrbel za te, kaj smo, bom rekel, bili malo bolj perspektivni, da smo tudi naredili kak individualni trening z njim, kaj več, in to je bilo to. Okay. Drugače pa ja, bom rekel, ko smo bili otroci pač mlajši, smo ogromno časa preživeli na igrišču. Nisi bil na igricah, ali kaj? Ne, nisem bil. Pa kolegi tudi ne, ali kaj? Ne, bom rekel, da kak je bila šola, med vikendom nisem niti imel računalnika igric, to je bilo samo za vikend. Ja, so tudi starši ti malo... So tudi starši mi malo vsilili nek sistem, ja. Da pej se ven igrati, pa malo se kaj, pa tako. Jaz sem rekel, ok, bomo pa fuzbal igral. Ja. Ok, ampak rečemo, kje je potem nastala ideja, ti si še en teh šiškarjev, ko se jaz malo zajebavam, nogometni razred, kje ti je pa ideja za nogometni razred? Je to bila tvoja lastna ali te, kdo ne vem, povabo, ne vem, Sentiča smo imeli oddaje, ne, kot nogometni razred, pa vem, da je tam po Dravogradu skozi skače, ne, te je tudi on, rečemo, opazil pa povabo, ali je to na lastnem zelniku zrasla ideja? Ma ne, nekako sem, ja,
vedel sem, da je Sentič tam trener, tudi s Koroške in tudi to generacijo mojo je imel glih on. In ja, nekako smo se pol odločili oziroma, da pač trebamo narediti te sprejemne izpite, kako dobro besedo bo tudi on zastavil za nas. In ja, smo se pol, mislim, da nas je kar nekaj šlo takrat iz Dravograda v tisti nogometni razred. Mislim, da je nas bilo 5-6, če se zdaj ne motim, Korošcev tam, kjer smo se dejansko pol potem tudi lahko skupaj vozili in to. Tudi pol je bila od staršev, nekako se je pol predstavilo, ker smo se prvi 2 leti, bom rekel, so nas oni vozili, potem smo se nekako zmenili, da bomo šli na avtobus, ker je bilo vseeno nekoliko lažje, da niso starši rabili vedno v petek pa v nedeljo hoditi po nas, pa nas nazaj voziti. Je bilo kar tudi za njih naporno, bom rekel. Kaj ste problem povezal avtobusnih bilo, da ste se odločili, da Pa ne, bodo starši vozili? ker smo bili, 3 smo bili takrat, iz tega 2 smo bila iz Radlin, en je bil iz Dravograda, ostali 3 so bili, mislim, da tam iz Črne na Koroškem, iz tistega konca in smo se zmenili, da bomo od začetka tak, da pač nas bojo starši vozili v bistvu vsak vikend en in to je to. Ja, pa luksus pač, ne? Malo, malo bolj. Ok, ampak vseeno, zdaj na vse skupaj, ko si ti šel v nogometni razred, a si ti že razmišljal, ne vem, o tem, da bi ti igral nekoč čez 10 let profi nogomet? Pa bom rekel, da takrat v tisti situaciji nisem razmišljal, da bom pač prepustil situaciji, kako bo, nisem zdaj, bom rekel, imel jasnega, dobro, želel sem si, ampak nisem pa vedel, ali bo to mogoče ali ne, ampak... Si dvomil samo sebe, ali kaj? Pa ja, mogoče malo, ne da bi mogoče dvomil, ampak pa ja, dejansko nisem bil najbolj prepričan, kaj se bo razvila moja nogometna pot, pač rekel sem, da grem probat, tako se je tudi pol naprej vse odvijalo v nekem tem smislu in na koncu se je poklopilo. Nekaj pred oddajo smo se pogovarjali, ne, si pač tako rekel, sem pozen v karieri, ne. Zdaj, po mojem najbolj pozen zaenkrat v karieri je bil Korun, ne, tako da ga lepo prehitiš. Je pa res, da nisi pa, ne vem, z 19 igral prve lige, ne, ampak sprašujem pa zaradi tega, ne, ker marsikdo ima željo, pa ne vem, tako ko smo se tudi pogovarjali, ne vem, določeni igralci si že podrejajo vse skupaj v času, ne vem, kadetov, mladincev, zato da bojo uspeli. Ti si rekel, jaz nič od tega nisem delal, ne, sam si bil pa v nogometnem razredu. Koliko je te bil preskok, rečemo, ta režim nogometnega razreda napram tistemu, kar si pa prej delal? Pa se režim nekako, meni ni problem niti zdaj, bom rekel, se nekako prilagoditi nečemu, zato ker tudi konec koncev vzgoja doma je bila taka, da dejansko, kot sem prej rekel, recimo nisem imel računalnika oziroma teh stvari med tednom in pač ni mi bil problem se prilagoditi, vsekakor pa v tem nogometnem razredu spoznaš oziroma vidiš, kako stvari delujejo, tudi če jih primerjam z sedaj, spoznaš neki način dela, profesionalizma, da pač dejansko podrejaš vse temu. Ampak v tistem določenem trenutku, ja, nisem se jaz niti toliko, bom rekel, toliko zavedal, kaj to pomeni, kam to vodi in sem pač dejansko vzel to kot neko izkušnjo. Ti si bil v gimnazijskem programu, ne? Ja. Glede na to, da vidim, koliko so strogi starši, ne, pa ne može biti kaj drugega kot gimnazijski program. Ne bom rekel, da so strogi, vse dopuščaš, vse je bilo, ampak vse v nekih mejah normalno. Dokler si se držal znotraj okvirja, ali kaj? Ja. Ok, ampak vse, ne, če bi pa izpostavil v tem prvem kontaktu z nogometnim razredom, kaj je tebe najbolj presenetilo tam noter? Ja, bilo je ogromno
bom rekel, kot prvo je bilo več treningov, to plus trening je neka regeneracija, spoznavanje tudi drugih športov, gimnastika in tega. Ja, na koncu to vse skupaj, kot vidiš, da pač, kot tudi primerja z danes, da pač to dejansko potrebuješ, da od raztezanja do hitrosti, razgibanja in pač, ja, pokaže ti neko pot, kako prideš do tega profesionalizma. A se ti spomniš približno, kak si imel tedenski ritem v Šiški? Pa mislim, da v ponedeljek je bila ponavadi bolj zjutraj nekako regeneracija, ker za vikend smo pač dejansko imeli te tekme. Popoldan je bil že, bom rekel, normalni trening oziroma uvod v teden. Potem to, ja, v torek sta bila recimo, mislim, da 2 treninga, v sredo je bila zjutraj, si imel atletski trening, ten četrtek si imel spet verjetno 2 treninga, v petek si se pač odpravil v svoj klub, kjer si pač igral in tam bil z ekipo. Ja, In pač to se... treba povedati vmes, da si je treba jesti, da je treba v šolo Ja, delati, ne, da imaš Ja, ure, ja. ko je pač, se pravi, vse je podrejeno temu, koliko ste imeli sploh prostega vi takrat? Pa če sta bila 2 treninga na dan, bom rekel, ni bilo skoraj nič, oziroma si prišel iz šole nekje ob 2, pol 3, si šel na kosilo, si imel malo počitka, si šel na trening ob 5 do 7 in pol nekako še te so bile neke učne ure vmes, kjer si pač mogel biti v svoji sobi dejansko, da si naredil to nalogo oziroma si se pač učil, kaj si se mogel. Pa pol zvečer, ja, zvečer pač, koliko ti je ostalo, da dokler se nisi pač odpravil spat. Dok se niste dobili nek odspot na igrišču, pa 2-2, 3-3 igrali, okay. Ja, je bilo kar, ne, je bilo neko lepo obdobje, ja, takrat. Okay. Pa, ko se pogovarjamo tako, ne, meni pač zanimivo, ne, v tujini je nekje normalno, da so te akademije, ne. Pri nas se zelo slabo zaenkrat prijemajo, pač se omogoča igralcem v klubu, da imajo tudi dopoldanske treninge, ampak ni na takšen način poskrbljeno, rečemo, kot si imel, rečemo ti, ne. Sploh glede na to, da je zelo veliko dodatnih vsebin, ki se nam na eni strani zdijo smešne, ne, ali pa nepotrebne, na drugi strani pa ugotovimo, da so pa zelo zanimive. Tudi rečemo, zadnjič smo imeli kot gosta Sandija Sejdinovskega, ne, pa je rekel, najbolj me je fasciniral Ajax, ko je že pri ta malih imel zelo raznovrstno vsebino, ne, predvsem. Ampak znotraj, rečemo, ko govorimo pa o nogometnem razredu, pa jaz tudi, glede na to, da sem delal prva, druga generacija kot trener tam, ne, ste kasneje še samo ste dobivali dodatne vsebine zraven, ne. Ti, ne vem, a ste že imeli fizioterapeuta pol tudi v tvojih generacijah? Nekaj smo že imeli, ja, smo imeli možnost obiska. Potem se vas je vozilo tudi na te neke šolske svetovna prvenstva, ne, pa Ja. kje si bil ti? Mi smo bili, pač jaz dejansko nisem šel takrat z ekipo, bili pa so naši v Braziliji. Zakaj pa ne? V Braziliji. Pač nisem bil izbran med potniki. To je bil selektor, da ga je naredil narobe. Ja, mislim, da je takrat Sentič izbiral tisto, da je bila naša generacija plus 1 leto mlajši, da so šli. Aha, nisi prišel zraven, okej. Ne. To sem hotel prej vprašati, ko si prehajal v Šiško tudi, ne, tam imaš 2 pogoja. Eno je učni uspeh, drugo je motorične sposobnosti testiranja, ne. Kje si ti bil v tem obdobju, se pravi, govorimo zdaj U15, koliko si bil visok, da te prvo vprašam? Ja, jaz ne spomnim se, ampak nisem bil samo več 1,60 m. Si bil precej zaostajal za ostalimi. Ja, bom rekel, da kar ja. Ker danes si ti 1,84 m, 2 leti nazaj smo se pogovarjali, ravno Sento tudi, ne, v tem smislu, ko češ, kak zanimiv produkt si, v smislu, prišel si droben, suh, ampak vsak trening,
vse se naredi pač v smislu ustrajanja in nepopustljiv, predvsem ta del. Ne. Rečemo tudi včasih, ne, ta žilavost je zelo pomembna za to, da bo nekdo uspel. In zdaj, ko gledamo, ne, kot smo rekla, 1,60 m, danes si ti 1,84 m, se pravi, si konkreten moški, ne, ki si nadpovprečno zdaj po višini. Na katerih igralnih mestih si pa ti potem igral v mlajših kategorijah? Pa ja, razvil sem se res malo kasneje, jaz bom rekel, verjetno konc tretjega, oziroma tretji, četrti letnik komaj. Ja, igral pa sem tudi pri mlajših selekcijah, sem bil vedno nekako v sredini, na stran, nekako vezni, tam tu nekje, ne. Vezni winger. Bolj napadalni del ekipe, ja. Tako da, ja, potem pa mislim, da se v Mariboru, ko sem prišel v Maribor, nekako je takrat trener našel oziroma me probal na tej desni poziciji od zadaj. In se mi je kar dopadlo, bom rekel, mi je bilo všeč. Ni bilo tako, ker ponavadi ti napadalci imamo malo težav, ne, da rečejo, da ni dovolj zanimivo. Ma ne, mislim, skozi kariero tudi, bom rekel, sem igral na vseh položajih že, razen mogoče dejansko čisto v špici, ne, pa golman še nisem bil, ampak vse ostalo pa sem nekako dal skozi. Okay. Pa mislim, meni ni problem, niti prilagodim se vsaki situaciji, pravim, da ko pač je v tistem trenutku najboljše možno in se hitro prilagodim. Pa, če gledamo nazaj, kaj je bila tvoja, če bi te sam sebe zdaj ocenjeval, kaj je bila tvoja največja kvaliteta, rečemo v tem obdobju 15 kadeti, ko še se nisi razvil fizično? Ja, nekako bom rekel hitrost, mogoče hitrost pa to sposobnost vodenja žoge. Tu sem bil, bom rekel, kar dober. Hiter v koliko si imel kombiniran polkrog pa na 20 metrov? To pa ne bi zavedal. To so vas testirali, ne? Ja, so nas Šiški testirali. Ja, zdaj sam reči, da si bil pod 15 kombiniran polkrog, pa si ok. To je treba Licentiča vprašati, če še ima kaj podatke. Bomo preverili, če kaj štima. Ker zanima me pač, ker jaz sem v prvih generacijah to meril, pa vem točno, kakvi so bili rezultati, zato pravim, da pod 15 je bilo zelo, zelo malo, 20 metrov pa vse vemo, kadeti tam, takoj, ko si pod 3 sekundami, si že kar hiter, ne? To se ne spomniš tudi, ne? Ne spomnim. Koliko imaš pa zdaj? Ne merite tega. Niti, mi imamo te GPS-e, ampak hitrost, pa izgleda koliko, ampak samo distanca pa koliko je. Hitro, mislim, merili smo v Muri na 5-10 oziroma 5-10 pa mislim, da 30 metrov. Okay. Tam sem bil na 30, mislim, da sem bil tam, dobro Šušnjar je bil edini takrat v tistem času, ko je bil še hitrejši. Ampak ja, drugače sem bil pa vedno na 20-10 najhitrejši, na 5 pa tu med top 5. Okay. V času, se pravi, kadetov, mladincev, si že kaj začel fitness hoditi, si že koristil kaj to? Pa bom rekel, da bolj ne, koliko smo imeli v Šiški, koliko smo tam dejansko uporabljali fitness. Je bilo všeč? Drugače pa se niti nisem toliko dal v to. Te ne pritegne? Pa je zdaj, bom rekel, da zdaj danes v današnjem času malo več uporabljam. Okay. Prijemo do tja. Se pravi, ko si imel zelo, se mi zdi, dodajal si vsako leto nekaj in vsako leto se ti je po moje tudi malo razvijalo. No? Zato je meni vseeno zanimivo, ker nekateri igralci prehitro dosežejo neko točko in se potem ne dodajajo več, menijo, da je kar dovolj, da ni več prostora ali pa da je to. Ok, ti za Dravograd si igral kaj za člane? Ti imaš nekaj? A ne, nimaš? Nisem. Pravi, ti si, ko si zaključil mladinski staž, Maribor, B ekipa? Ne, sem šel nazaj v Radlje. V Radlje celo?
takrat je bila Dravograd, Maribor, B ekipa, Radlje, to je bila vse tretja liga takrat. Ko se je glih v tistem času so se te tretje lige širile na 4 dele, mislim da. In so bile vse ekipe v isti ligi in mislim, ni bilo niti, bom rekel, vsi te malo starejši igralci, ki so bili nekoč Dravogrado, so pač dejansko, ko so bili iz Radlj, so prišli nazaj, so tam igrali in jaz sem se tu pol odločil, da nekako grem nazaj v Radlje, da pač dejansko si doma, hodiš tam na treninge, ne rabiš se voziti in liga je ista, tako da sem se odločil, da pač grem nazaj v Imaš Radlje. študij pa to? Nisem šel na študij. Takrat sem imel probleme z maturo, ker angleščine nisem opravil mature. In ja, pol sem bil nekako 1 leto doma, sem pač zgolj, bom rekel, treniral, tem počitniškem času sem si tudi našel kaj za delati. Drugače pa ja, sem prav iče pol drugič na maturo z angleščine, pa tudi angleščina mi je delala, ker bom rekel, največje probleme. Nikakor nisem mogel opraviti tega. Pol pa ja, se je zgodil klic, bom rekel, Maribora in sem se rekel, grem probat, nimam kaj izgubiti. Kako so tebi v Mariboru predstavili zgodbo, glede na to, da si ti v danem momentu igral tretje lige? Mislim, kje so oni tebe videli v dolgoročni zgodbi? Pa oni so takrat, bom rekel, sem res, bom rekel, tam v tretji ligi dobro igral, bil dober. Pač in takrat so me pač opazili, da bi lahko bil neka, bom rekel, dodatna vrednost v ekipi Maribora, ki so pobirali te igralce, da pač jih razvijajo obe ekipi in jih kasneje, če se ponudi priložnost, da jih pač priključijo A ekipi. In ja, pač so me poklicali, če bi prišel takrat sem bil res, bom rekel, na neki točki, ko nisem vedel, kaj bom sam sabo. Ali bom mogoče šel tam blizu je Avstrija, čez mejo v neko nižjo ligo oziroma v neki klub, da najdeš plus, da delam nekaj. Ali pa da grem, ponudila se mi je možnost, da grem pač provat Maribor in vemo takrat, koliko je Maribor pomenil v tistem času. Po moje še kar pomenil nekaj. No ja, ampak pomeni, ampak takrat je bila res ekipa, bom rekel, vrhunska za slovenski prostor, res dobra in ja, sem rekel, da pač dejansko nimam kaj izgubiti, grem probat, da vidim, kaj bo in to je to. Ampak vseeno, kdo je s tabo, rečemo, to me zanima, kdo je s tabo komuniciral, pa na kak način so ti predstavili, rečemo, celotno zgodbo, se pravi, ne vem, mi tebe vidimo v roku 2 let, da bi lahko kandidiral za naš prvi tim, ali kaj? Ne, takrat me je poklical ta trener od Mariborove ekipe, Marko Lešnik, pa tudi Breber mu je bil pomočnik. In so pač rekli, da sem zanimiv igral, da bi pač bilo, da prijem k njim in dejansko mi ni bilo sploh ni bilo neke zgodbe odzadaj. Mogoče tudi jaz, ko sem slišal za Maribor, sem rekel, okej, ja, to je to, pač da grem. In nisem si delal nekih, bom rekel, ciljev, kaj bo naprej, ampak pač sam, da nekako grem in vidim, kaj bo. Ok, se pravi, Lešnik je tebe prvi postavil v defenzivno vlogo? Ja, Lešnik. Kjer je ugotovil, da lahko dobi enega napadalca zraven iz zadnje linije, ok? Ja, nekako tak, ja. Bom rekel, da pač dejansko rad grem naprej in sej, dan se tudi nogomet razvija v taki smeri. Pa ste se vi potem tudi kaj priključevali prvemu moštvu v tistem obdobju? Ja, jaz bom rekel, da sem bil na koncu, mislim, da takrat je v nekem obdobju, ko je Maribor že postal prvak, oziroma da sem že treniral mesec oziroma zadnja 2 meseca nekaj z njimi. Takrat sem dobil tudi priložnost na eni tekmi v Kidričevem in pol pa mi je v bistvu potekla pogodba in nismo se zmenili za podaljšanje.
in potem se je zgodila Mura. Ja, pol pa se je pač sklic tega športnega direktorja Mure in smo tam naredili neko uspešno zgodbo. Tam si pa začel pol lovorike zbirati, ali kaj? Ja, tam pa se je vse začelo. Mislim, da tam sem naredil tisti največji preskok v moji karieri. Pa ko praviš tako največji preskok, kaj ti gledaš kot preskok v glavi ali samo na igrišče? Si tudi kaj izven igrišča naredil neko spremembo? Pač dejansko v Muri, bom rekel, oziroma tudi tisto zadnjo leto Maribora, ker ko sem jaz prišel v Maribor, nisem imel niti profesionalne pogodbe, to je bila neka štipendijska pogodba. In ja, že v Mariboru si res videl, kaj pač pomeni profesionalizem od treningov do vsega tega. Je bilo pač podrejeno rezultatu in ja, ker pač tudi pol dan nisi mogel iti v drugo pač ligo višje, nekaj so se borili tudi, ampak dobro, to pustim, ne vem, kaj je bilo tam odzadaj, zakaj nas niso spustili. Pravilo je, da ne vem, a se je zdaj spremenilo potem, ko je Maribor izstopil. Glavni catch je bil v tem, da ne moreš zaradi fair playa imeti ene ekipe v prvi, ene ekipe pa v drugi ligi, ker bi se ti lahko zgodilo, da bi ena ekipa pač, ne vem, izpadla in z drugo bi potem pač napredoval in v tem smislu pač, no. S tem, da mislim, da ker v tujini pa gre to čez, ne, mislim, da se je tudi spremenil pri nas zdaj ta zadeva. Vem pa, da je bilo veliko problemov ravno zaradi tega in je potem tudi Maribor rekel, pa mi ne bomo vlagali, če mi lahko igramo v drugo ligo, pač sej se lahko klauzule tako kot v tujini naredijo. Okay. Ja. Kaj se je v tebi zgodilo? Kaj je bila tista glavna razlika? Bom rekel, prišel Ante, s katerim sodelujem danes in pač je iz mene res potegnil dosti. Bom rekel, da sem se še pač jaz sem dejansko šel vsako leto po neki stopničko više, nisem, bom rekel, nič prehiteval. Iz tretje lige pol v drugo ligo, kjer sem nekako se uvajal, nisem od začetka igral toliko, kasneje tudi pol prva liga. In pač vse je to raslo z mano in na neki točki je pač prišlo do, bom rekel, eksplozije, da sem to jaz postal eden tistih standardnih članov, kjer sem se res... Zdaj ti tako rečeš, kot da zdaj, če bom pridn, jutri bom pač jaz lahko igral, ne vem, na nekem top nivoju, to, kar zdaj ti igraš, ne. Ampak vseeno, od zadaj sem jaz zelo prepričan, da je neka zgodba, kjer, ne vem, si ti določene stvari podredil v nekem ritmu si zato, da si napredoval. Zdaj, verjetno si že ene stvari smo se pogovarjala, da nogometni razred ti je dal nek ritem ali pa disciplino, ker drugače imaš verjetno zelo težko opraviš vse naloge, ki so, če ne se ti zgodi kakšna poškodba posledično, ne. Zdaj v Mariboru praviš, da si videl pač tudi verjetno drug nivo organiziranosti kluba, ne, napram Radljam, pa nič slabega. Ja. Tudi napram Dravogradu verjetno, ne, pa tudi nič slabega, ne, ampak se pravi, in tudi ta prepoznavnost, se pravi, znotraj mesta, ne, ti verjetno si ugotovil, da kljub temu, da si B ekipa, se te povezuje v mestu z klubom, ne vem, neki naključni ljudje. Si to tudi doživel v Mariboru? Pa bom rekel, da niti nisem to doživel v Mariboru. Vseeno takrat tista, ko sem bil dejansko z B ekipo, je ono bilo, šel si za vikend na tekmo, vejo si, da boš zmagal, ker pač smo bili res toliko boljši, da in dejansko nisem, bom rekel, ne vem, nisem imel občutka, da bi toliko dali na to te ljudje pač in ajde, če je bil v prvi ekipi, ja, ampak tako pa bom rekel, da nisem imel nekega takega feelinga. Dobro, ampak potem si vseeno tudi debitiral, nekaj se je začelo dogajati okrog tebe, ne. Zato pravim, mislim, zato me zanima, si ti potem kaj dodal zraven, ne vem, da bi več treniral, da bi se posvečal določenim detajlom bolj, si kaj dodajal zraven, ko si šel, rečemo, potem v Muro?
kjer si mogoče pa vsem, ker gor so ti pa zagotovo predstavili, da njih ne zanima drugo liga, da hočejo iti v prvo ligo, da je nek 3-4 letni plan, kjer se bi želela, da je Mura nekaj več. Ja, pač Muri so dejansko prišli pa predstavili neki plan, kako bi to naj izgledalo, kakšni so njihovi cilji. Ampak da bi, bom rekel, kaj več dal v to, niti ne, od začetka niti ne, ne. Ampak ja, no, pol pa, ko se je pač vse to začelo dogajati, saj veš, pač dejansko, ko pridejo te trenerji, ko pač so že dali nekaj skozi, kot je bil Ante, ko ti začne vsiljevati svojo miselnost in to, da pač delaš dodatno. Ampak bom rekel, nikoli nisem imel nekih problemov z nekimi poškodbami ali pa z bilo čem, da bi dejansko se mogel posvečati eni stvari, da bi za to delal več. Ne, ampak pač bil sem, naredil sem tisti trening, ko je pač bil in to je bilo to. Ampak kaj ti je rečemo Ante rekel, deli več? Kaj je bilo to za njega več? Pa že ko priješ, že vse se je spremenilo z tem, dobro, zbor je 1 uro pred treningom, pa s tem, ker pač prej dejansko, ko si v teh nižjih oziroma teh, v Mariboru je to bilo to, ampak prej si prišel 10 minut pred tem na trening, si se oblekel, pa si šel ven. Tu pa se začne nekako 1 uro pred treningom moraš biti tam, in pol tisto 1 uro treba nekaj delati, lahko tudi sediš, ampak včasih pač narediš neko preventivo pred treningom, da se izogneš nekim poškodbam oziroma nekim, če imaš kakšne probleme, da narediš to s fizioterapevti. In ja, tu se je pa vse začelo, bom rekel, dvigovati. Ker ritem pri Anteju vem, da je kar dost intenziven. Se pravi, se trenira veliko pa zelo intenzivno. Kako vas pa, mislim, kako je tebe pripravil do tega, da ste vi bili nepopustljivi na igrišču? Ja, bilo je res, bom rekel, naporno od začetka, ko je prišel v tisti drugi ligi, ko je dejansko je nas takrat že pripravljal na, bom rekel, na prvo ligo, ne več na nič drugo ni bilo v mislih. In res so bile priprave, bom rekel, face težke, ampak toliko polih, sploh od začetka, ko pač dejansko nisem bil vajen tega. Ampak pol, ko pa ja, vsako leto si nekako veš, kaj te čaka, veš, stalno je nekaj dodajal, ne, in na koncu, ko priješ ti na neko točko, to samo vzdržuješ, da dejansko ne, samo da ne izgubljaš. In ja, res je bilo, od začetka je bilo kar težko se navaditi. Ker časov priprav, ko ima tam 2., 3. teden, to sta 2 treninga vsak dan, mogoče imaš sredo en trening in to je to, ostalo pa samo trening, tekma. Vsebinsko te je pa kaj presenetilo, rečemo, najbolj na treningih? Kaj je drugače, rečemo, da je bilo toliko naporno? Ja, bilo je, treba je pač dan nabrati to kondicijo in te treningi, suhi treningi laufa, pač vemo, da niso glih najbolj fajn, ampak ko pa vidiš, da na tekmi pol ti je lahko, pa da brez problemov delaš vseh 90 minut na nekem visokem nivoju, je pa pač to pol drugo zadovoljstvo. Se pravi, je količina pomembna za to, da bomo na koncu mi lahko odtekli tudi na tekmi? Govorimo ja, količina na treningu. Pa je nekako, sploh dobro, mogoče danes več mi ni problem, ker pač daš vsako leto priprave skozi, ampak bom rekel od začetka, ko sem začel to delati, bom rekel, profesionalno in se samo s tem ukvarjati, mi je bilo kar težko, dokler ne priješ do tiste neke točke. Če mi dva rečemo, da mi govorimo o dveh ciklizacijah na sezono, v katerem ciklu, rečemo, če gledamo, prišel si poleti, pa je bil poletni cikl, pa zimski cikl, poletni cikl, v katerem ciklu si ti, rečemo, začutil, ok, zdaj sem pa domač tu noter, koliko časa si ti rabo?
bom rekel, da sem se prvo leto, prva 2 cikla ziher privajal na to, sploh tisto prvo leto v drugi ligi. Pa še mogoče začetek tiste druge sezone v prvi ligi, ker je bila konec še ena neka stopnička višje. In takrat rabiš tisto, bom rekel, na začetku druga liga, pa prvo leto prve lige. Ene 3 cikle, da se telo navadi vseh naporov. Bom nekako tako rekel. Zmeli smo tu v Muri kondicijskega trenerja, ko je bil kar zahteven. In da nas pač dejansko ste ponavodili Hanteja, da je nas dobro pripravil. Ja, ne gre drugače, ampak meni je zanimivo, ko se ko začneš za nazaj gledati stvari, zdaj, ko si, ne vem, v zrelih nogometnih letih ali pa prehajaš ravno v njih, verjetno ti je zanimivo, ko pogledaš mogoče nazaj, da vsako leto si nekaj dodajal, pa vsakič se ti pač počasi lepo telo adaptira in prehajaš pač vedno na nivo više. Ker tudi v drugi ligi, kljub temu, da ste že trenirali verjetno zelo podobno kot v prvi, se v prvi potem določene stvari so se spreminjale. Če druga ne, so se spreminjale količina informacij pred pa po tekmah, ki ste jih dobivali. A drži to? Pa bom rekel, da vse pri Anteju, kak je prišel, to ni bilo zdaj neke razlike med drugo in prvo ligo. Vse je bilo, bom rekel, v nekih določenih okvirih, ki so pač bili tedaj možni v Muri. In dejansko nas je on že takrat pripravljal na prvo ligo, ne na drugo, kot sem prej rekel. In se je začelo vse že v drugi ligi, od karanten do videoanaliz in vsega tega, kar pač dejansko prej ni bilo nič. Kako se je pa monitoring, rečemo, vam dodajal, ker vi v drugi ligi verjetno niste še imeli GPS-a po tega, ne? Ne, nismo še imeli, ampak to smo, ne vem koliko časa nazaj so v Muri uvedli tudi to. Dejansko, da mogli smo narediti tisto, kaj je bilo v njegovem planu, in to je to, ni zdaj, če si zmatran, imaš masažo ali pa bilo kaj druga, ni zdaj, da bi nekaj spuščal trening ali pa zmanjšal intenziteto. Ne, sej ne, ampak gre se samo za to, da pač za trenerje je vedno pomembno to, da imajo nek nadzor, da vidijo na eni strani, koliko igralec naredi, na drugi strani pa potem tudi, kakšni so, ne vem, učinki ali pa rezultati, s tem, da verjetno, da učinek potem, ko si ti, ne vem, prvak druge lige, pa greš v zelo intenzivne priprave, je absolutno drugačen, ker greš tudi z nekimi pozitivnimi mislimi trenirati in si drugače pripravljen na vse skupaj. Ampak koliko je pa, rečemo, na tebe vplivalo ta, ne vem, ko se je začelo več dodajati, več videoanaliz, več, rečemo, ko smo rekla GPS-a, več tega monitoringa, si ti na začetku rabo nekaj časa, si se navadil vsega skupaj, ali si imel ti pač še neke informacije zraven, ni noben problem, gremo naprej? Ne, meni ni bil to problem, zato ko mogoče določeni igralci, ko si dobiš GPS, se obremenjuje s tem, zdaj moram pa več laufati, ko mogoče prej nisem, da bojo pač samo videli tam, ampak pač v bistvu to nima smisla. Če nisi prej delal brez tega GPS-a, tudi ne vem, zakaj bi se spreminjal, tudi ko imaš GPS. Tebi je vsem, ko si hiter, pa ko veliko tečeš. Ja, ne, pač nimam problema s tem. Vsekakor je to zgolj za njih, dobijo neki lažji pogled v tvojo fizično pripravljenost, kaj je pač mogoče, kaj lahko dodajaš, kaj lahko izboljšaš, in to je to. Ok. Zdaj, govorila sva, midva počasi bomo odigrala prvi polčas, tako da veš, ne. Govorila smo o teh tvojih igralnih pozicijah tudi, ne. Zdaj, mi te poznamo večinoma, se pravi, zdaj v zadnje, 6-7 let igraš desni zunanji branilec, ali pa če ste včasih v sistemu 3, ne, znaš tudi noter v enega od teh 3 odigrati, ne. Ja. Sem prav povedal? Ja. Koliko ti je pa, rečemo, ko govorimo o teh raznih razporeditvah, ne, 1-4-4-2, vi ste večinoma igrali, mislim, da kar 1-4-4-2.
Od začetka smo 4-2-3-1, ja, potem tako, pa ja. v nekem zadnjih 2 sezoni pri Muri tudi v 4-3. 3-5, ja, 3-4-3, 3-5-2, 5-2, neka ja. taka različica. Koliko je te bilo, rečemo, ta razporeditev moteča, glede na to, da ne vem, igraš 2-3 sezone, ste igrali v tej 4-2-3-1, pa potem iti v 3 v zadnje linije. Si se kaj lovil na začetku, si imel kaj težav, ali je bilo to naravno, glede na to, da samo druga igralna pozicija, principe v igri pa itak poznamo, kaki so. Pa ja, na začetku je bilo vsekakor je malo drugače, imaš neke posebnosti na vsakem igralnem položaju. Ampak vse sem prej rekel, meni se ni težko prilagoditi, vsekakor pa rabim nek določen čas, da kljub mogoče kaki napaki, da pač imaš neko zaupanje trenerja, če se je za to odločil, da ti pač stalno da tisto šanso in da se pač lahko izboljšaš na tem položaju. Ker dejansko v Muri smo bila, ja, z Kovsom, vemo, kaj Žiga pomeni Muri, kaj pomeni Prekmurje, kaj je vse dal za njih, za klub in ja, smo bila nekako 2 igralca na istem položaju. Zdaj pa trener je pač takrat, mislim, da nekako iskal neko rešitev, kako oba postaviti na igrišče, da bo obema nekako ustrezalo. In mene postavil takrat v tiste 3 na desnega in njega v 5 na desnega in od takrat naprej mislim, da sem igral najboljše tekme v Muri. Če nisem te vprašal, rečemo, ko si ti rekel, ne vem, da v štartu nisi igral, ne? Kako si ti doživljal, recimo, da tebe Mura pripelje, pa sediš na klopi, pa se moraš boriti za to, da prihajaš v igro noter? Pa ja, vse takrat, mislim, sem igral vse tekme takrat, mislim, da v drugi ligi večino, če sem bil na voljo, sem igral. Takrat se mi je nekako prijel tisti vzdevek Joker v tistih prvih letih, ko je pač dejansko, da sem prišel noč nekako dvignil ritem, da sem tudi s tem povzdignil ekipo. In takrat me je pač trener videl v tem nekaj dobrega, mi tudi to povedal, da nekako v tekmah, ko jih začnem, da sem nekako boljši, če pridem not, ko pa če začnem tekmo. In pač sem mogel delati tudi na tem, da pač valjda ni lahko, vsak hoče igrati od začetka. In ja, takrat sem pač bil v tistem položaju, ampak dobro sem rekel, pač sprijaznil sem se, ampak delaš vse, da boš zaigral od prve minute in takrat sem pač sem se nekako sprijaznil z tistim in da pač trebam še več delati in da bom tudi od prve minute, bom rekel, bolj učinkovit. Če pa si se kdaj tako psihološko zazibal, ko imaš, ne vem, prvo dobro tekmo, ko priješ kot Joker, pa drugo dobro, pa tretjo dobro, pa še vedno si na klopi, ti je kdaj že začela razjedati kaj? Ma ne, nisem jaz niti tak tip človeka, da bi me nekaj vrglo iz tira, pa rekel, sprejmem vse, kaj mi pač probam sprejeti vse na nek dober način, kaj mi nekdo svetuje, da mi nekdo pač pomaga in to je v tistem času bilo takrat. Ker tako zanimivo mi je, ko se pogovarjaš z igralci, večinoma vsi rečejo, ne vem, do 25 leta ali ne vem, neki tu nekje se ponovadi lomi, sem bil luda glava, nisem poslušal, sem se kregal, nisem bil potrpežljiv, nisem čakal priložnosti in tako naprej, ne. Ti zdaj si povsem druga zgodba, ne, se pravi, ko sem videl, ne vem, tako sem rekel, ko sem z Barišičem govoril, ne, je vse hotel takoj, ne, in če ni bilo, je rekel, ne grem več, ne. Zdaj pač pravi, da ugotavlja, da trenerji so vseeno tukaj zato, da ti pomagajo, pa da že vejo, ko bo čas, da boš pač odigral, ne. Ti si zdaj druga zgodba, ti ves čas govoriš samo, ne, jaz sem bil potrpežljiv, jaz tisto priložnost, ki jo imam, jo izkoristim in to je to. Kaj pa, če nisi izkoristil priložnosti, se ti je to kdaj zgodilo? Bom rekel, da se mi ni zgodilo še,
Ma ne, tudi če mogoče v določenih trenutkih, pač določene tekme pač tudi ti ne gre in pač si pa v nekem obdobju, ko ti ne gre in pač tu je pol tisto zaupanje trenerja, da te vseeno postavi tja, da pač ve, kaj si sposoben in da te pač dejansko ne odpiše oziroma ali pa da te posadi na klop za 3, 4, 5 tekm. Ker pol dejansko nekako pride do tistega nezadovoljstva in pa ko 4, 5 tekm ne igraš, pa eno igraš, pa si mogoče spet tak, pa pol spet 3, 4 ne igraš, tu je pol, bom rekel, problem sploh v teh klubih, ko so, bom rekel, v Sloveniji. Ja, malo zgubiš na samozavesti tudi, ne, pa na vsem skupaj. Ok, ampak kakorkoli zdaj pogledamo, ne, mi dva v Muri prijete v prvo ligo, potem ste tudi prvaki v prvi ligi, igrate ligo Evropa. Konferencijska. Konferencija, ja. Imate zelo lepega nasprotnika Tottenhama, ne. Kako si ti v bistvu pol vse skupaj doživljal, a si bil v kakem momentu, ko se igrajo take malo drugačne tekme, ne, s tem, da ti še v tem obdobju začneš, dobiš poklic v reprezentanco in vse ostalo, a se ti je kdaj, rečemo, to tudi čustveno dotaknilo, da bi rekel, mislim, da občutiš, da si utrujen od vsega, kar se dogaja, vseh novitet in ritma in vsega tega? Pa ne, nisem bil nikoli, zato ko dejansko, ko sem bil v Muri, ko sem igral tisto vse tekme in je bilo pač, ko si samozavesten, ko ti dejansko vse gre, ti ni težko igrati tekme, ki si sledijo na 3 dni, saj dejansko sem odigral, mislim, v zadnje, tu, ko je bilo, ko so sledile tekme ena za drugo, dejansko sem odigral vse tekme. Tu bom rekel, ne, da sem jih odigral, da sem jih dobro odigral in vsekakor je to pač fajn, ne, fajn se sliši, ko imaš tisto samozavest in da pač pomagaš ekipi in meni ni bil nikoli problem, da bi na srečo nimam probleme s poškodbami, in da sem pač bil na voljo na vseh tekmah. Pa si imel kajega, rečemo, potem zdaj, če te gledamo, v klubu od kajega tajega, ki ti je zelo pomagal tudi kot igralec, ne vem, da ti je svetoval teh starejših igralcev? Pa ne, dejansko so mi nekako trenerji vedno me tiščali naprej že v Mariboru. Takrat je bil, bom rekel, od Lešnika do Brebera, bil je Karič, pol tudi v Muri od Ante, Ošlaj, Gajser. In pač vsi so videli nek potencial v meni in me pač potiskali naprej in da pač sem zmožen tega in pol, ko pač dejansko nekdo stoji za tabo, ti je vsekakor lažje. Ok. Povej mi, koliko je pa feeling bil zdaj igrati, ne vem, eno tako tekmo, ko je bil Tottenham? To je bilo pa sploh v Londonu, to je bilo, ko prideš tja, ko vidiš tisti stadion, ko vidiš vse, kaj je tam. Je pač užitek, dejansko lahko prideš tja, uživaš. Je tista pozitivna trema, bom rekel, pred tekmo, ker boš ti igral proti nekom, ko ga vsak vikend gledaš na televiziji. In svetovni zvezdnik, kot so Son, Kane in ja, pač res tista tekma je bila neka dobra izkušnja, neka vrhunskega. Pa zdaj, če primerjamo, se pravi, ob tem, da igraš to konferenčno ligo, še nastopaš za reprezentanco zraven, je to primerljiv nivo, rečemo, tekmovanja te bilo? Ja, se tudi, ko sem prišel v reprezentanco, se mi je dejansko tudi malo sreče, vse se mi je poklopilo, da sem takoj dobil tudi nastop, da sem takoj odigral od začetka. In ja, tu dobijaš tu gradiš na sebi, tu dobijaš, da pač dejansko lahko, da bom rekel, tu takoj ajde, bil je nasprotnik tudi tak, da smo bili dosti boljši in ekipa ti pomaga, te spodbuja,
In ja, tu pol vidiš, da Ne dejansko vem, zdaj ni. zadnje tekme, ko si igral, ne, so pa vseeno bili nasprotniki mal drugačne kvalitete, ne. Ja, ampak Ker igrati se, z Srbi pa Švedi je verjetno mal drugačne. Pa je to primerljiv nivo tempa igre, ali je to še nivo višji, kot rečemo to, kar si ti igral proti Tottenhamu? pa ja, dobro, da je nekako primerljivo s Tottenhamom, ampak bom rekel, niti Tottenham ni igral neke tekme proti nam. Rajš primerjam tekme z Vitesejem, ker pač tam na Nizozemskem so dobesedno prvi polčas z pressingom nas pojedli, ubili in nismo vedeli, kaj je to. Dejansko, ko priješ, ko spoznavaš pol tekme, da pač, ko gledaš analizo, tu polja delaš tisti preskok naprej, da pač da se da tudi proti tem ekipam igrati in pol več tekm imaš v nogah, takih težkih tekm, bom rekel, stalno lažje tja in sedaj pač dejansko ni problem več. A zdaj, ko gledaš ta top nivo, ne, čeprav prvo bi še to komentiral, ne, zdaj tudi v reprezentanci vidim, da so naredili tako, Kek bo hmal šel igrati s 3 v zadnji, samo zato, da boš ti lahko igral, ker Stojanović je že porinil eno linijo višji gor. Ja, smo uvajali tudi nek sistem v 3, ampak to je zgolj neko, da pač smo malo bolj... Malo se šalim. Zadnjo tekmo sta vidva igrala tako, da si ti bil na desnem boku, Pero je bil pa eno linijo višji gor, ne? Ja, na zadnje smo igrala skupaj tekmo, ja, z desno zadnjo in desno pred mano. Pravim, da vse posod ti praviš, da ti naredijo prostor, jaz mislim, da si ga kar sam narediš, ne? No, ja, si ga tu, ja, vsekakor si ga narediš sam z nekimi predstavami, z treningi, z požrtvovalnostjo in tem. In če ko trener to vidi, je pač dobro, ne. Čuj, kak je bil pa feeling na prvem reprezentančnem treningu? Kako so te igralci sprejeli? Ne, pač sprejeli so me dobro, vsakega sprejme dobro, ampak ja, je bilo, dejansko nisem vedel, kaj pričakovati, kaj sploh treba imeti, kaj ne. In sem bil tudi takrat mislim, da v stiku z Balkovcem, ko mi je pač dejansko iz Šiške nekako najbolj, bom rekel, tudi Pabiol, tudi ko se poznamo že od prejšnji iz mlajših let in ja, tu so mi, bom rekel, oni pomagali nekako se uvesti v to. In pol ti takoj uletiš noter v prvih 11. Ja, tako se mi je res poklopilo, takrat je bil Stojanović nekaj poškodovan na tisti prvi akciji in sem bil jaz tista prva izbira. Ja, kot kaže, si vseeno Matjaža dosti dober impresioniral tudi na treningih, da se je odločil. Drugače, če ne bi dokazal, verjam, da te ne bi dal noter igrati. Pa ja, ale jaz vedno dam na vsakem treningu maksimum, če je to za nekoga dovolj, hvala Bogu, če ne, pač probaš stvari popraviti, da pač bojo v prihodnosti boljše. Koga imaš pa za Cimra v repki? Sami smo v sobah. A zdaj ste sami, včasih ste ja, ker sem bil glih v tem mogoče času korone in to, da pač smo zdaj. Da si imel svoj luksus. Čeprav včasih je fajn imeti koga zraven. Pa je, bom rekel, je med fajn, pa ni med fajn. Zdaj, ko gledam danes, dobro, ko ima prišla pol, je kar, ko smo po tedni zun, pa vsaki dan s Cimrom, pa ono, tudi ti ni več tak fajn. Ok, zdaj, da mi dva preskočimo tole tujino in malo to me zagotovo zanima, pa ima še potem kakšne primerjave mogoče z reprezentanco naredila tudi, ne. Zdaj, ugotovili smo, da Ludogorec je nekje tam proti vzhodu, malo manjše mesto, kjer ni nič zanimivega, ne, vidim, da se nič ni spremenil, ko je Bezjak Roman je isto rekel, da jo, kam sem jaz to šel, ne. Malo v šali, ne, ampak vseeno, zanimivo mi je, ko gledaš podatke, ne, Ludogorec od sezone 11-12 do zdaj, se pravi, je ves čas državni prvak. Kar pomeni, ti si prišel ponovno nekam, kjer se pričakuje in zahteva
top nivo, vsaj verjetno Liga Evrope, če ne Liga prvakov, biti državni prvak, pa še kako kanto zraven, da se dvigne. Ne. Kako je izgledalo, prvo bi te vprašal, kako si se ti pripravil, sploh kam greš? Si se kaj pozanimal, si mogoče Bezjaka poklical, ko je dol igral, da ti je malo predstavil? Ne, bom rekel, nisem niti gledal, nisem niti pri tem prestopu, bom rekel, da je bilo kar tako, vse se je nekako vleklo, pa ja, pa ne, pa ali Rusija, ali bom rekel tu Bolgarija. Tako da nisem nič, nobenega nisem nekako vprašal, vedel sem, da pač tu je trener Ante in nisem niti vedel, kam grem, v kako mesto grem, pol, ko sem dejansko prišel, ko sem se priključil ekipi v Turčiji takrat. Prvo so mi pač dejansko igralci, današnji soigralci rekli, da je pač nimaš od mesta res nič, ampak kar se tiče nogometa, je pa res vse na vrhunskem nivoju. Vse je podrejeno samo to, da se igra fuzbol. Ja, baza je res dobra, plus stadion. Stalno nekako nadgrajujejo ga, da bo stalno boljši. Si se drugače kaj pozanimal glede prehrane, jezika, kulture, obnašanja, kaj od tega? Te je sploh zanimalo, si rekel, bomo videli, ko pridemo dal? Ne, sej, ko zdaj vidim, se je to nekako podobno, kot pač pri nam tu v Sloveniji, oziroma Balkan. Te je kaj presenetilo? Ja, niti ne, ajde, edino pač mesto, da res nimaš nič, to je to. Mesto še drugače pa ja, niti nisem si pričakoval, da bo pač baza pa to dejansko na tak vrhunskem nivoju, kot je. Mesto izgleda še kot da je 1970, taka baza je pa... Baza je pa od tlani. Kako pa izgleda baza vaša? Ja, pač trening center imamo, ne vem, mislim, da se vse skupaj igrišče, okrog 9, verjetno 8-9 igrišč. Samo za člane? Ne, dejansko tudi za pač vseh igrišč, za vse selekcije, ampak mi člani uporabljamo nekako 2 igrišče, mislim, da tudi zdaj v zimi, glih, ko sem prišel, so nam naredili novo in ja, pol pač tu nekako menjamo, ne, 2 igrišči se. Ok, kaj je še zraven v bazi noter? Imamo vse, imamo pač od fitnessa, jedilnice, kuhinje, bazeni, savne, dejansko vse, kar potrebuješ. Krijo sobo imate tudi, ali kaj? Ja, krijo tudi. Ni da ni pol. Ja, Ok. Ampak ti ne živiš pa v bazi, vi nimate hotela pa sob v bazi? Ne, nimamo, ampak pred tekmo imamo, bom rekel, vedno, oziroma nekako domače tekme imamo, ali če hočeš ali nočeš, pač lahko sam zbiraš. Bom rekel, pred temi zdaj, ko so kvalifikacije, pa to je pač obvezna karantena, imamo v hotelu, tu v bistvu tako je vse blizu, vse imaš 50 minut in pač prespimo tam. Pa na dan tekme smo pač celi dan tam v tistem hotelu, pa to je to. Pa to je to. Ok. Kaj se drugače dela ali pa kaj je drugače, kljub temu, da imaš istega trenerja, ko si ga imel v Muri, ne? A je kakšne spremembe na vse skupaj? Je Ante kaj tu dvignil nivo še? Pa ja, vsekakor je tu, bom rekel, malo se moraš prilagoditi tudi, ker če primerjam Muro, pa zdaj tu je vseeno tu veliko večji karakteri, so igralci, tudi vseh držav, na koncu vseh kultur skupaj, nekako moraš to ekipo nekako spraviti skupne v najboljši možni luči in ja, je potrebno nekako prilagajanje, ampak kar se tiče treningov, pa bom rekel, od taktike tega pač je nekako podobno, nekako, ja. A nam lahko zaupaš, kako imaš, rečemo ti zdaj, en normalen dan, ki je samo en trening, rečemo, kako tvoj dan izgleda v Bolgariji?
Pa ja, zdaj trenutno imamo ali ob 10 ali ob 11 trening. Torej imaš od 8 do 9 ali pa od 9 do 10 imaš zajtrk na klubu oziroma v bazi. Pol imaš tisto 1 uro do treninga nekako priprava na trening. Imate določene vsebine, ima vsak za sebe? Ne, vsak za sebe. Ali tisto, kar želiš? Ja, pač vsak za sebe, kak hočeš. Okay. Kaj ti delaš? Jaz grem malo na bicikl oziroma pa kakšne vaje naredim zgolj iz preventive. Pa to je to. Oziroma kakšna masaža ali pa kaj, če je potrebno in nič posebnega. Pol naredim trening, ja, nekaj urico pa pol je trening. Po treningu, zdaj bom rekel, da v zadnjem pol leta tudi s tem trenerji, ko so tam po treningu s fizioterapeuti, da pač naredi še malo fitnessa. Pol pa ja, ima še kosilo na klubu. To je še obvezno. Ja, pač obvezno. Imaš tam je, če hočeš jesti, če nočeš, slaj greš domov, pa si doma tudi narediš. Ampak večina igralcev ostane. Ja, večina igralcev je tam kosilo. Pol pa, ja, tako da smo nekako ob 2 si doma in pol imaš počitek, pa od 5 do, mislim, da do 7 lahko, če si poškodovan oziroma to, da delaš terapije, spet ti greš tja nazaj. Oziroma, če zmeniš tudi za kak trening z kondicijskim trenerjem ali pa to je to. Zdaj, ko je res ogromno tekem, zdaj niti ni nekega časa. Kaj pa ti delaš pol popoldne, rečemo, če si prost? Popoldne nič, malo mi je dolg čas. Bereš knjige, se izobražuješ. Malo igramo kaki PlayStation, ali gremo s soigralci kam na kavo ven. Tako, malo se... Ne obremenjuješ se predvsem. Probaš se regenerirati. Ja, nekako tako. Ok, zdaj, ko si rekel, ne, v temle ritmu, ko si zdaj, ne, vi imate ves čas, imate sreda, sobota, to vam zdaj že traja, koliko ene 6 tednov, mislim, da, če sem ne zgledal za nazaj, ali malo manj, mogoče 4-5. 4, mislim, ja, zdaj bo 5. Ampak boste zagotovo šli v 5, pa upam, da pol še v 6, ne? Ja, šli bomo ziher, samo bomo videli kam. Ja, veš da, pa je še naprej, ne. V glavnem, koliko pa ti doživljaš prvo, država je, ta del, da je država večja, da zdaj imaš pač tudi daljša potovanja po Evropi, to je zdaj neka stalnica, pol še priješ na reprezentančno akcijo, bo še tam mogel potovati zraven, ne. Ko si že prej malo nakazal, ne, 5 dni si skozi z igralci, pol 6 bi pa že bil malo sam nekje. To je to, ali kaj? Ja, zdaj bom rekel sploh, ko tu je dosti v bolgarski ligi, je dosti ekip iz Sofije. In mi, ko potujemo, torej zdaj imamo za vikend tekmo, potujemo itak dan pred tekmo greš, odigraš, zdaj smo imeli primer, v četrtek smo šli, v petek smo igrali tekmo. Vi v Sofijo letite, ne? Ne, z avtobusom. Koliko pa je avtobusa? To je 5-6 ur avtobusa. Aha, ok. In to je, kar se ti nabere, da več ne veš, nič več ne odgovarja. No ja, in prideš v Sofijo in odigraš tekmo v petek, pa si v soboto, nedeljo, ponedeljek v Sofiji delaš treninge, samo hotel trening. Tako da ja, pol pa v ponedeljek ponavadi pač se odpravimo na tekmo, kje pač igramo, kam letimo in v torek igraš tekmo, v sredo si zvečer doma, tako da dejansko od četrtka zjutraj do srede zvečer si od doma, ko si sledijo zdaj tekme ena za drugo. Čuj, do Razgrada je najbližje letališče je kje? Varna. Aha, koliko je pa to stran? Urico 15. Ok. Zanimivo mi je bilo, da zdaj, ko si rekel, kar ostajate v Sofiji, pa tam trenirate in potem od tam letite, ne?
Ja, drugače bi pač, ne vem, tako so se izgleda odločili od vodstva do trenerja, da tista 5 ur vožnje po tekmi nazaj domov, da ne vem, ne pridobim. Pač sej težko je, sej tudi igralci, ko imajo družine, pol so 6 dni stran od njih in je krno. In vsaka 2 tedna je to in zdaj to obdobje je res neko. Ja, sam se ti, kot kaže, se ti bo še nekaj časa pelal, ne? Ja, se sem rekel, zdaj od poletja do decembra bo dejansko tako. Zdaj, če se bojo vmes kaj drugače odločili, mogoče ne vem, ko si že v neki skupinskem delu, da vseeno po tekmi potuješ domov, da mogoče zgolj zdaj ta pritisk, da pač smo čim bolj osredotočeni na tekme. Da se prije v Ligo prvakov. Ja. Ja. Se pravi, zdaj moramo navijati, da greste čez Dinamo. Ja, zdaj bo. Ok, Dobra tekma. bo dobro tekma, se veseliš. Ja. Kak je pa tvoj delovni dan na dan tekme? Imaš kakšne specifike, rečemo, če je domača tekma? Ja, ponavadi imamo, zdaj odvisno od karantene, jaz, če je možnost, ostanem doma, pač, ker da pač ne grem v hotel prespati, če ni nujno, in pol imam zjutraj od 8 do 9 nekako zajtrk spet na klubu. Potem imamo trening, ponavadi imamo prekinitve zjutraj na dan tekme. Po tistem treningu pa pač moraš biti obvezno v hotelu, kjer imaš kosilo, počitek, neko malco popoldansko pa tekma. Koliko časa prej si na igrišču? Uro pa pol? Ja, uro pa pol smo prej tam. Igrišča ne hodiš več gledati? Pa odvisno, zdaj, če igram, ne grem ven, če ne igram, pol sem režen na svežem zraku kot na slačilnici. Imaš kak poseben ritual? Pa bom rekel, da niti ne, mogoče kakšna glasba pred tekmo. Slušalke in Slušalke. svoj Ja. svet se fokusiraš in pripravljaš na kakega še z desnega beka zabil, ali kaj? Ja, tako, ja. Ja, ne vem, veš, ne vem, kaj ti šteje. Ti šteje asistenca ali ti šteje gol? Pa samo da ekipa zmaga, bom rekel. Ni važno, kaj je. Je pa vsekakor boljše lepo dati gol, ne. Derbije ponavadi se igra dosti pozno, ne. Vi igrate ob 9 zvečer tudi prvenstvene derbije. Mislim, zdaj vse tekme smo igrali zvečer ob 9, ker je res vroče za fejs vroče tu, no. Zdaj lahko. Na popizdit, ne. Ja, in zato zdaj vse tekme smo igrali, pač vse tekme so v večernem terminu, bom rekel, od 7, 9, 6. Zdaj, glede na to, da karkoli te vprašam, praviš, da nimaš nobenih problemov, pol verjetno tudi tu nimaš nobenih problemov. Večerna tekma, ne, en derbi se odigra, imaš poln štadion, ob 11 je konc, ob 1 prideš domov in ti lagano zaspiš, ali kaj? Tu pa je pol problem. Saj nekje. Ja, ne, tu pa, ja, če igram težko, bom rekel, da malo težje zaspim, ja. Da rabim nekaj časa, da pol, ne vem, 3, 4 zaspiš. Kaj pa delaš ta čas? To imate vsi igralci, mislim, da zdaj, ne vem, Jaka rekel edini, da še lahko nekaj zaspi, no, da vse ostalo. Ja. Pa ne vem, ponavadi po tekmah smo zdaj nekako sedimo ali gremo na pijačo ven, ali če smo v hotelih, pač smo v lobiju, mogoče spijemo kako pijačo in to je to, pol, ko si že res malo, da te spusti vse adrenalin, pa da si malo doviš, da si utrujen, da pač probaš iti zaspat. Pol pa gremo. Trenerji pa normalno že spijo 3 ure, ali kaj? Ali pa spijo kako pivo po tekmi. I tak ne spijo, tak se celi polni adrenalina, pa vrtijo tekmo za naprej, pa za nazaj, pa iščejo, kaj bi lahko bilo. Rekel si, da tu po treningih, prej si omenil, ko smo se pogovarjali, da
fitness, nisi delal nekega pomena, da zdaj po treningih si pa v fitnessu. Kaj to pomeni? Glede na to, da je zelo naporne ritme, verjetno ne moreš imeti nekega ustaljenega ritma tudi fitnessa, sploh glede na to, da se tekme vam mešajo. Zdaj ste imeli tork, petek, potem imaš, ne vem, sreda, petek. nedela, ne vem, tako ne. Na kak način si se pa zdaj lotil sploh fitnessa? A te je to kdo od kondicijskih, ali si to že prej doma štartal? Ma ne, bom rekel, da sem štartal, ko sem prišel sem, ne, bolj ko ne se s tem ukvarjal, zato kot niti, bom rekel, v Muri nismo imeli sploh na razpolago fitness. Pač imel si, ampak na klubu ni fitnessa, ne, v Muri. In ja, sem nekako zdaj se začel s tem, bom rekel, delati na tem. In pač tu po treningu rečeš tam trenerju, da ti mogoče da 4-5 vaj, da pač naredi zgolj malo, da začutiš in to je to in pač ponavljaš. Ajde, na pretekmo ponavadi ne, ali pa na dan tekme itak ne, ampak drugače pa, če je šansa, narediš. Greš zdaj skoraj po vsakem treningu not, ali kaj? Pa ja, grem kar dosti krat, ja. Ne, recimo pol urce po vsakem, po treningu, pa je to. Se pravi, to imaš zdaj ta mikrodozing. A sta to naredila načrt tudi s kondicijskem, ali je to... Pa ne, bom rekel, bolj nekako moja volja, jaz pač rečem, kaj bi rad, pa pač, oziroma tudi jaz se posvetujem, oziroma če nekaj ne bi bilo dobro, moje mišljenje, verjetno bi mi nekdo tudi rekel to, ne, ampak... Dobre, verjetno, če delaš hitrost, pa bi prišel zdaj v fitness, bi rekel, jaz bi noge delal, bi ti verjetno rekel. Ja, ne, ja, to ne, ampak pač to za zgornji del večinoma, zdaj ne greš po treningu, po urce, pa je to. Ja, okej. Pa ti je, mislim, si se našel noter, ti je všeč, čutiš razliko že zdaj po pol leta? Pa ja, mi je kar okej, pač čutiš razliko malo, ja, da tudi, bom rekel, boljše se počutiš, ko veš, da nekaj narediš za sebe, ne. Okej. Kje imaš pa še kaj, rečemo, drugače, a imaš kakšne načrte, da spreminjaš kaj, ali pa da si spremenil v teku, kar se tiče mogoče prehrane, ne, meditacije, dihalnih vaj, karkoli od tega? Pa ja, bom rekel, prehrana, zato ko tu dejansko, ko priješ v klub, pač si ne moreš zmisliti, kaj boš jedel, ampak dejansko ješ tisto, kaj pač je na razpolago in oni z vsemi doktorji pa s tem naredijo, klub naredi nekak plan, kdaj kaj jesti in se pač držijo tistega plana, kaj je na razpolago, kdaj za jesti in bom rekel tu, ja, tu sem jaz spremenila kar. To pomeni, da ti prideš, pa ne moreš zbirati, ali lahko izbiraš? Pa ja, imaš ruski bife, imaš, ne vem, riba je vsakič na voljo, pol imaš 2-3 različne vrste mesa, pa testenina, riža, ampak bom rekel, ja, bolj te zdrave stvari, kaj pač bi naj športnik se prehranjeval. Pa vas kaj kontrolirajo, vam kaj vagajo, koliko sploh pojete? Pa, to ne, ampak pač vaga je na vsak, ne vem, zdaj sploh med pripravami, malo večkrat, ko zdaj med sezono. Ampak ja, da se pač tiste neke kilaže najbolj zadržuje. Se pravi, moraš paziti zdaj v fitnessu, ne boš dobil 2 kile zraven gor, kapal. Ne, da se ja, jaz, ko bom rekel, ko sem prišel zdaj sem dobil, mislim, 3 kile sem dobil zraven. Se bom rekel, da mi še mogoče kakva manjka, da lahko še dobim. Pač meni ne delajo problemov. Tisti, ko so, bom rekel, malo bolj na zgornji meji imajo. Dobro, po moje je tudi zelo pomembno tu noter, da kako moš tudi delež maščevja, ne. Ne, zdaj, če boš nekaj smiselnega na mišični masi naredil, bo verjetno okej, ne. Ja, ne, pač ne obremenjuje nas toliko s tem. Pa kaj, razmišljaš kaj še o drugih stvareh, kako bi rečemo, zdaj sem 2-krat že vmes omenil, ne, zdaj si ti v prime time, ne, mi govorimo ta prime time 27 do 32 nekje, ne. Zdaj glede branilci imate še kako leto dlje, ne.
lahko igraš tam do enega 35 na top nivoju, ne, zdaj imaš 8 let pred sabo, pa rečemo, da letos bomo igrala Ligo prvakov, ne. A razmišljaš, kaj bi lahko še zdaj v tem obdobju naredil več, ne vem, kot karikiram, Jaka je rekel, da ne vem, si je zdaj poiskal videoanalitika individualnega, s katerim, ki mu svetuje glede reševanja določenih stvari in tako naprej. Razmišljaš ti tudi o čem tem, kje bi lahko sebe nadgradil, zato da bi bil še boljši? Pa ja, veš, da razmišljaš, da si na neki točki, da pač vedno hočeš biti boljši, da se tudi mi, bom rekel, imamo 2 videoanalitika v klubu, ko pač dejansko, če te bilo kaj zanima, če bilo kaj hočeš, lahko vedno stopiš do njo in ti pač tisti njihov, kako ona dva vidita določeno situacijo, tudi razložiti. In ja, vsekakor hočeš narediti korak naprej, vsaki trening, vsako tekmo hočeš biti boljši. Ampak nisem niti zdaj kaj preveč razmišljal, kaj bi naredil več, še kako stopničko več, ampak ja, bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Mogoče tudi kaj. Te bom jaz zdaj prav malo sprovocirati, da vidimo. Kje pa ti misliš, da bi bilo največ prostora, da narediš še korak naprej? Pa ja, zdaj, bom rekel pri meni, da je mogoče tisti največji, da pač v neki samozavesti. Ko sem samozavesten, ko mi gre, dejansko igram vrhunsko, ko pač mi mogoče malo kaj ne gre po planu, da začneš preveč razmišljati o nekih določenih stvareh in kaj bi lahko pač dejansko boljše naredil, pa zakaj nisi boljše naredil, ampak rekel tu, da sem malo bolj samozavesten v določenih trenutkih. In kak je načrt? To pa je za dobro vprašanje. Ena zanimiva knjiga, jo priporočam, da jo mogoče prebereš, so Atomske navade, ne. Tam je zelo specifično, pač kako lahko spremeniš navade. Izhaja se pa vedno iz tega, da moraš imeti prostor, čas in pač aktivirati se moraš, ne. Torej, aktiviral se boš pa lahko, če boš imel v povezavi z nečem drugim. Ampak jaz tu pač malo tudi provociram, ker smo mi imeli kot gosta Aleša Viščiča, kot športnega psihologa, ki je v Domžalah delal, ne. Pa pol smo imel ene 3 goste iz Domžal, pa so vsi pač dali zelo velik pomen tem športnim psihologom, ker športni psiholog ni psihiater, ne, ampak je coach mentalni, zato tako kondicijski, zato da si ti boljši, ne, tak je pač on isto mentalni. Si kaj razmišljal v tej smeri tudi, da bi koga si najdel? Pa ne, nisem. Saj mislim, da tudi, ko smo prišli v klub, oziroma tu, ko sem prišel sem, so na začetku, mislim, da vprašali tudi, če kak igralec bi rabil nekako osebo, da bi pač se z njim pogovarjal in to. Ampak nisem nekako razmišljal v tej smeri, da bi uvedel kaj takega. Veš, moraš našo oddajo preposlušati od Vičiča, pa če rabiš, ti pomagam že s kako idejo. Handa je isto rekel, ne, Jasmin je isto rekel, ne, s tem, da je rekel, v mojem obdobju je bilo tako še malo, ne, smo skrivali, ker je bilo, si imel občutek, da je nekaj narobe s tabo, ne. Ampak ni catch športnega psihologa v tem, ampak je zato, da če zdaj daješ 85%, da ti daš je 5 ali 10% zraven, da je še boljši, ne. Ja. Tako da, če ga imaš na razpolago, mogoče se bo zanimiv. Dobro. Bom pogledal malo. Kaj pa druga področja, rečemo, ko si prej rekel, imam na razpolago iti do videoanalitika, si redno tam gost, rečemo, da pregleduješ tudi, ali pa ne vem, da ga kličeš, ker verjetno imate kar, da se podelijo informacije v kakih oblakih noter, da ti podelijo informacije, pa to svojo statistiko pregleduješ tudi? Pa ja, bom rekel, pregledam tisto, kaj dobim po tekmah, tisti instat, ko je po tekmah.
nekako vse tiste tvoje akcije, kaj je dobro, kaj ne, kaj lahko dejansko popraviš. Ja, drugače pa z temi videoanalitiki, se bom rekel, že tudi v klubu, tudi Ante daje dosti poudarka nad tem, da imamo kar dosti videoanaliz, dejansko kot skupina in pač gledamo treninge pač gledamo situacije iz treninga, plus iz tekme, plus kaj, koliko se pripravljaš na nasprotnika, kaj je pri njemu dobro, kje ima tiste slabosti. In ja, je kar dosti tega. Treninge snemate vse? Ja, treningi so vsi snemani. Z dronom verjetno, ne? Ja, je dron. To je tudi nekaj novega bilo za tebe? Ali ste že v Muri to delali? V Mariboru je bil v tistem času, tudi ko sem bil priključen v prvo ekipo, da je bil dron, drugače pa v Muri ne bilo. Pa kak si reagiral zdaj, rečemo, na to, da te dron snema cel trening? Normalno. Pozabiš v 5 minuti, ali kaj? Ja, ne, niti se ne obremenjuje s tem. Ne. Mislim, ne, ni problema. Ok. Pač, zanimivo mi je, kako vsakič, ko greš v neki večji klub, potem povečuješ količino informacij, tako da verjetno, če štartaš iz nič, pa prideš potem do te točke, ima zelo velik preskok, če pa greš lepo postopno, je pa super, ne? Hotel sem vprašati, kako imate pa rečemo mi poskrbljeno, glede na tak divji ritem, da je, ne? Kako imate pa za regeneracijo poskrbljeno? Verjetno hrana itak je prvi del, pa rehidracija, kaj pa ostale stvari? Pa se sem prej rekel, imaš te bazen, imaš tudi en bazen s hladno vodo, kriosavne, imaš dva maserja, plus vse te naprave, kaj so za led, pa da ti stisne malo noge in to Hlače, ja, hlače. Ampak kako imate, rečemo, zanima me, ne vem, ti narediš trening, ali je karkoli od tega obvezno, da narediš? Ali je to pač tvoja lastna želja? Ne, pač po tekmi ima tisti, ki so pač igrali, imajo dejansko s tem kondicijskim trenerjem zgolj neko, da pač naredijo te določene vaje v fitnessu, bom rekel, pol pa kako se ti odločiš, kaj pač tebi najbolj ustreza. Imaš pa, ja, kot sem rekel, na razpolago vse. Plus te drugi trening po tekmi je, bom rekel, tu je nekak regeneracijski za te igralce, da oddelajo zgolj prvi del treninga z ekipo do tehnike, pa pol grejo not pač na masaže ali na pač, kaj si želijo, mi pač, tisti, ki pač ne igrajo, pa naredijo trening. Se pravi, ni to, da zdaj ti moraš dati kompresijske, moraš iti v krivo komoro, moraš iti v savno. Ne, ni za nič obvezno. Ti pa svetujejo. Ja, vsak posameznik ve, kaj je pač za njega najboljše. In pač kaj pa te odgovarja? Jaz grem, sicer nijam najrajše to kriosavno, ampak nekako se spravim v njo. Drugače pa v to... Kaj nimaš rad? Mrzlo je preveč. Koliko imate vi nastavljeno? Tu je minus 180. Kaj pomeni obvezno neki čez usta, zaradi pljuč? Ne, samo damo gor to copate nekaj. Ni problem. Noter si pa koliko? 2 minute? 2 minute, ja. Ponavadi nam nastavijo na 2, oziroma dajo tudi pa na malo nižjo temperaturo, pa pol 3. Ja, sam imaš pa reč pol kao kriosavno, ko pa da greš v ledeno vodo, ali kaj? Ne, sej nekako to kombiniram, ja, grem v ledeno vodo, grem pač v kriosavno. Ok. Pa masaža, ja, jaz imam ponavadi rad po tekmi, da pač daj masaž. Da te razbijajo, ali kaj? Ja. Na trdo, ali da te sam boža? Ne, ker me na trdo. Ker s krči pa ti načeloma nimaš problemov, ne? Ne, nisem nič skoraj. Dobro, od začetka, vse sem rekel, od začetka ja, je bilo takrat, ko sem prišel v Muro.
Pa pol, ko dobiš nekako, začneš igrati, ko narediš res te priprave, pa vse to skozi, mi ni bilo več problem. Ok. Midva sva tekmo bolj kot ne odigrala, no, tako da bi ene par stvari bi še samo vprašal, pa počasi zaključila, vem, da imaš pol tudi trening naprej. Zanima me, če lahko narediš zdaj malo primerjave, bolgarska liga pa slovenska liga, koliko je to razlike? Razlika je predvsem tu, kaj zdaj vidim v bolgarski ligi, tu nekako vse ekipe nekako igrajo bolj kot ne pressing, kot odprto, oziroma not 1-1 je dosti sploh v sredini, dejansko pokrivanje 1-1. Ni neke taktike, da bi se postavili nazaj pa čakali, glede na to, da smo, bom rekel, dosti boljši od ostalih, ampak pa bom rekel, fizično je malo močnejša kot slovenska liga. Se pravi, tudi vas, vsi, kljub temu, da ste boljši od ostalih ekip, prihajajo visoko gor, pa poskušajo preko presinga neki proti vam. Ni, da bi se postavili na svojo polovico, pa čakali, da bojo na kontro igrali. Ne, ni bilo to, ni toliko tega. Tu zato, ker kot zdaj vidimo, zdaj smo za vikend igrali tekmo, prišli so ekipa iz druge lige, prišli so, hoteli nas stisniti pressing, 10 minuta je bilo 3-0 v nas. Pač ja, tak je verjetno stil tu in hoče vztrajati v tem. Publika hoče gledati fuzbal, ne šahiranje, ali kaj? Ja, koliko je pač imamo tu, ni baš nekaj. Koliko pa ima stadion Ludogorec veliko? Stadion ima, mislim, 8 sprejeme. Ja, ampak za evropske tekme ste polni, verjetno. Zdaj za te nismo bili, mislim, da zdaj z Dinamom, da pričakujejo, da bojo. Kot pa kot pravi igralci prejšnjih, če je nekako atraktiv nasprotnik, pridajo ljudje, če ne pa tudi bolj tak, ne. Ampak oni so, mislim, da Ligo prvakov, ko so bili 2-krat igrali v Sofiji, zaradi tega, ker pač tam je nacionalni stadion, ki sprejme, ne vem, 30,000 ljudi, da pač je dostopno dejansko vsakemu. Pa medijsko se ti zdi bolgarska liga bolj pokrita ali pa bolj zahtevna za igralca, kot je slovenska liga? Pa ne bi rekel niti. Mislim, je dosti podobno. Mogoče bom rekel, da tu Slovenci, da kar delamo nek napredek v tem, sploh ko zdaj vidiš to, ko se dogaja s tem podprečko, pa to oddaje. Da pač je dobro, da sledimo temu, da pač se komentira o tekmah, da se na koncu na nek način tudi oglašuje igralce, prodaje igralce v medijih, vse vemo, kaj delajo Hrvati, odigrajo nekdo dobro tekmo, pa ga že prodajo za 10 milijonov. In ja, vsekakor tu pač lahko naredimo nek napredek. Ampak če bi zdaj pogledal, ne vem, slovensko ligo, ko sem rekel, ne, bi ti rekel, da bi lažje potem tudi za nas bilo, če bi se več igrali tega odprtega fuzbala. Da bi več bilo visokega presinga, lovljenja po igrišču in tako. Pa ja, bilo bi dobrodošlo, tu je konec koncev za gledalce, ne. Vse, ko smo gledali zdaj Muro Domžale, mislim, da je bila ena vrhunska predstava z obeh strani. Ja, vsekakor, da bi bilo dobrodošlo. Ampak ni vedno dobrodošlo za trenerje. Pa verjamem. Ja, pač vedno je, en del je, kak si pripravil ekipo, verjetno, drugi del je, kak imaš igralski kader po kvaliteti ali pa kaj lahko z njimi igraš, ne. Ampak to je pač tudi na top nivoju, je Mourinho že parkrat izjavil, ne, da razlika je bila, igraš ti z Realom, ko imaš 3 najhitrejše napadalce na svetu, ali igraš pa ti z, ne vem, v Interju, ko je rekel, zadnjih 6 igralcev 3 leta ne morejo gola dobiti, ne. Imel tako čvrsto zadnjo linijo, ne. Tako da Pač ja, se nekako prilagajaš tudi malo. Ok. Reči mi, samo sekundo, kateri je tisti igralec, ko bi ga najbolj izpostavil, da ti je bil najtežje za pokrivati, glede na to, da si bolj defenzivni igralec? Son je bil kar
Sonja z njegovimi gibanji je kar nekaj neverjetnega. Plus, bom rekel, Lukas Moura isto izjemno hiter. Ga včasih je težko sploh zaustaviti, nimaš niti časa, da bi ga fauliral in to. Da to pomeni, za Sona, da je toliko hitro spreminja smer gibanja, ali ima toliko hiter teh prve 3 korake? Ja, tu je ta timing, kdaj iti v globino, kdaj priti 1 na 1, tu je izjemno. Počekiraš njega, počekiraš žogo, počekiraš njega, pa ga ni več. Ja, se zna zgoditi tako. Povej mi, rečemo, kak ti je bil najboljši nasvet do zdaj od trenerjev, zato da si ti, rečemo, lahko gradil ali pa da si bolj uspešen bil v igri? To pa ne vem zdaj odgovoriti na to vprašanje. Ti nič ne pade na pamet. Neka rečemo, ideja. Elšnik je nam rekel, da je imel zelo dober nasvet, da kot vezni igralec, da nikoli ne gleda igralca, ampak vedno gleda za igralcem, tako kot da bi gledal prazno in s tem dobi širino, da vidi celo igrišče. Si kdaj kaj tajega dobil, kako tako? Pa ne spomnim se zdaj, da bi kaj izpostavil. Ok, zdaj imaš sicer malo klubov, ampak zanimive igralce. Dej povej 11 najboljših, s katerimi si igral. Pa reprezentance je zdrav. Ja, te lahko naštejem skoraj reprezentanco. Ne, v Muri je bil vsekakor Žiga Kovs, kjer smo pač dejansko malo. Dejma itek po igralnih mestih mogoče, no? Vratar ti bo verjetno Oblak, ne? Ja, Oblak. Oblak, ok. Desno boš dal Kovsa ali boš sebe dal? Kaj igramo? 4-2-3-1 ali 3-5-2? Te moramo igrati 3-5-2. Ok. Se pravi, zadnji 3 ste ti, pa kdo je centralni branilec? Centralni branilec. Bom rekel tako, ko sedaj igram z njim, je izjemno Verdon, je izjemna kvaliteta tuji. Ok. Na levi strani v 3. Leva. Bom Blažič, Mevlja, to so vsi te igralci, ko pač dejansko. Pot enkrat selektor, vidiš, kak je to biti. Ajde, dam Biola. Daš Biola, ne. Če gledamo čist desno zunaj, 5. Tu dam Kovsa. Čist levo. Balkovec. Ok. 3 igramo verjetno tako, eden malo defenzivno, 2 malo bolj ofenzivno, ne. Defenzivni vezni, centralni. Lorbek. Lorbek. 2 pred. Kauli. Tu zdaj so igralci. Ja. Pa Čerin. Ok. 3 na vrh, čista na vrh, špica. Bom rekel špica Šporar. Levo. Levo Winger. Ne vem. Desno. Levo, desno. Dam. Če ne boš Pokija dal levo, pa Šeško tam. Pa Šeška v špico, ne. Pa še Verbiča zraven dam, pa je to, ja. Ok. A smo kaj posebej pozabila še, da bi mogla povedati? Pa mislim, da smo zajela bistvo vsega. Če izhajaš iz tega, kaj si ti do zdaj naredil, ne? Kaj bi dal sporočilo z staršem? Glede na to, da si imel take ta prave starše, ko so te dol z kavča dal, ko kavč pa je najbolj smrtonosno orožje. Pa jaz vsekakor moram biti zahvalen, da pač so mi vse to omogočili,
kar so pač mi, da so me vozili na treninge in vsekakor sem nekako najbolj zahvalen na to, da pač so me vedno spodbujali, vedno so mi stali ob strani, če ni bilo glih tako, ko sem si glih zamislil, včasih sem tudi bil malo trmast pa to, ampak ja, tu so pol oni, da so me vzgojili tako, so me in stali za tem. Čuj, to sem te hotel vprašati, ti doma starše nisi imel kot trenerje, si imel starše kot starše? Ne, ker niti, bom rekel, starši, ker v bistvu jaz živim z mamo oziroma očeta nisem tudi nedolgo poznal, ampak smo v dobrih stikih zdaj, se čujemo konstantno in pač tudi oče je igral nogomet prej. Ampak ja, vedno niso bili starši trenerji, zato ker trenerji so trenerji in pač starši so starši in tudi pri teh mlajših selekcijah ogromnokrat vidiš, da starši govorijo, kaj mora delati njihov sin na igrišču pa na tekmah, pa pol dobivajo dvojne informacije in tu je, če si se odloči, da pusti otroka, da igra svojo igro trenerjev, doma mu povej, kaj si mu hotel, ampak med tekmo pa mislim, brez veze se nekako tam kregati z nekom, pa zakaj to, pa zakaj drugo. Trener je tam, da odloči in to je to. Čuj, kaj bi pa s tem staršem ti sporočil? Kaj bi jim svetoval? Da naj pustijo otroka, naj uživa, naj se igra v igri, imajo trenerja tam, ko ga bo naučil, kaj je dobro, kaj ni. Če bo s tem bo otrok samo rastel, bo zadovoljen in ne bo dobival nekih dvojnih informacij v tistem času, oziroma veš, da trener drugače vidi tekmo, ko vidi neki starši, ko gleda sam na svojega otroka. Ne gleda vseh 22, tako si ti mogel zdaj iz 22 zbrati, ne? Ja. Čuj, kaj bi pa mladim igralcem, glede na to, da si, če lahko uporabim ta izraz, late bloomer, ne, da si pozno cvetel, ampak cvetiš zdaj zadnje 3 sezone res zelo dober. Kaj bi pa svetoval igralcem? Ja, naj sprejemajo neke določene informacije, ki jih dobivajo trenerjevi in delajo na tem, vedno, da pač imajo neki zagon za naprej, da če boš delal, če boš dober, bo vse prišlo na svoje mesto. Ok, to je to, pol. Midva ne bova šla v penale, mislim, da smo obdelala tisto, kar smo. Ni bilo naporno? Upam, da Ne, dobro, ne. Smo se lepo pogovarjali, lepo smo se imeli. Nisi bil preveč provokativen, upam, da. Ne. Ok. Mi boš povedal čez kako leto, če smo te spodbudili za kako akcijo še, za svoj lastni razvoj za naprej. Dobro, bomo na vezi. Pa se ti zahvaljujem, da si moj gost bil, da smo naredila tole oddajo. Upam, da smo dala kako zanimivo sporočilo ali pa pogled tudi na ta fuzbal, ko si 5 dni v tujini, pa ne moreš spati, pa ko mi čakaš, da imaš en dan fraj, ali pa kaj drugega. Ok, ostani mi še na liniji, jaz še outro odpiskam, potem bi pa še imel eno prošnjo za tebe. Ok, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabim vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še verjetno kje. Najdete nas tudi na spletni strani www.centraogol.com. Če so vam oddaje všeč, sledite nas, všečkajte. Še enkrat hvala za poslušanje in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lepo zdrav.